Ali prvo govorimo o tem, kako se je moja koža izboljšala? Au, kremila sem se. Kljub temu, da sem imela ta teden ogromno premiere in sem nosila ogromno make-upa, imam zdajle ful lepšo kožo. Tič pa ja, še vedno imam isto majico kot včeraj, zaradi tega, ker sem spala v njej, zaradi tega, ker je to moja pižama. To je moja pižama in moj lep šlafrok, ko sem ga zadnjič kupila. Kak je plan za danes? Danes vam bom končno pokazala, kaj je na mojem iPhonu, zaradi tega, ker danes sem tudi cel dan doma. Jaz imam tak zanimiv life. Tisto resnično življenje youtuberjev. Grem si zdaj narediti hiter make-up, zato da ne boste rabili te grozote gledati. Zato, ko moram pa še par fotk narediti v bistvu. Teda, be right back. Ok, najprej vam moram to pokazati. Zato, ker je... lej to, kak je luštan. Kar naj spi, učko. Tam imam pa kamin, tako da očitno ima občutek, da je toplo in pač tu spi. So cute. Gremo narediti dolgo pričakovani video, kaj je na mojemu iPhonu. Sporočila. Damn, I'm so popular today. Danes bom posnela video, kaj je na mojemu iPhonu in najboljš, da preden začnem to snemati, vklopim snemanje na telefonu. To bi bilo pametno. There we go. Ok, to je zdaj moj main screen. To je najbolj desen. Kaj imam gor? Prvo imam tukaj Google koledar, ki ga ne bom vklapljala, zaradi tega, ker pa boste videli vse moje plane za naslednji teden in pač jaz ogromno uporabljam Google koledar. To je ena najboljših aplikacij na mojem fonu, zaradi tega, ker pač sicer uporabljam bullet journal, ampak kadar sem pač nekje, da ne moram glih uporabljati bullet journal, pač si upišem v koledar in pol, ko prijem domov, si napišem bullet journal. Ja. Naprej imam Apple TV, ki ga nisem aktivirala, ker pač imam Netflix, Vojo, HBO Go, v glavnem, in ne rabim še enega streaming servisa zaenkrat. Čeprav sem dobila eno leto zastonj Apple TV, ta plus, zaradi tega, ker sem kupila novega iPhona, but I wouldn't know about that. Potem imam tukaj fotke, in zdaj imam glih pripravljeno objave za Vlogmas, ja, pač fotke. In jaz imam vse fotke ful razdaljene, v različne mape, kaj vse rabim. Ja, tu imam iz Irske vse po dnevih razvrščeno, ogromno imam map, to je neverjetno, what the fuck. In seveda 9gag, tukaj imam pa pač mimze. Pa jih je neki ful velik shranjenih, ampak jih imam par. I love this one. Kaj še fajnega? Also, to hočem jaz ful narediti. Ampak nimam folka, da bi to naredila, so all well, bom sam gledala Gatsbyja na novo leto. O glavnem, potem imamo moje aplikacije, ki so don't touch, zaradi tega, ker te aplikacije uporabljam veliko preveč, razen TikToka in Twitterja in Wisha. Ampak sem jih vse en dala tukaj not, zato ker so waste of time. V glavnem, Facebook, ki ga ne bom odpirala, ker pač je private stuff. Messenger, same, private stuff ne bom odpirala. YouTube, ne vem, zakaj imam 31 notificationov na YouTubeu, gledala sem Breda. Potem Twitter, ki ga ne uporabljam sicer. Ne vem, sem sploh, ja, očitno sem prijavljena. To je moj Twitter. Lahko greste followat, prav ne objavljam nič. Wish. Tukaj gremo včasih, da iščem kakšne izdelke, ko jih bom naročevala za 200 evrov Wish stvari. Ampak zdaj že dolgo nisem. Trenutno ni na internetu, zato ne dobim obvestil. Potem imam TikTok, ki ga tudi ne uporabljam veliko. Cringe. Ne uporabljam ga veliko zaradi tega, ker sem mislila, da sem snemala za TikTok, ampak nekako mi ni, it's too cringe, you know, pač. Malo sem prestara za TikTok. Potem imamo Instagram, seveda, of course. Also, verjetno ste opazili, da sem unfollowana vse, bolj ko ne vse, slovenske influencerje. Simply put, zaradi tega, ker nobeden ne supporta našega filma. In jaz sem bitchy like that. Zdaj pa ja, pač lahko greste followat, please and thank you. Ne, ampak res, tisti, ko pač niso šovali supporta, čeprav so dobili 15,000 vabil, I'm sorry, jaz tudi ne bom supportala vaših projektov. Potem imamo mail, malo časa je minilo zaradi tega, ker mi je zmanjkalo baterije na kameri in zdaj sem nazaj. Kje smo ostali? Torej, imam mail in pa YouTube studio zaradi tega, ker pač vedeti moraš svojo statistiko, zdaj ne bom vam kazala, zaradi tega, ker pač nočem, da vedete vse moje skrivnosti. Nočem, da vidite, koliko milijonov jaz služim z YouTubeom. Ne služim milijonov. Glavnem, potem naprej imamo pa par aplikacij, ko jih po moje nisem niti odprla. Chroma Stories. Kao za storije delati, ampak mislim, verjetno bom ne bom uporabljala. Če je za plačati, ne bom uporabljala. Whatever.
Potem imamo comment extractor, ki v bistvu ne dela, da tudi to lahko zbrišem zdaj. To je kao za iskati komentarje ven, ko jih rabiš za kak giveaway ali pa kaj takega, ampak ne dela. Tako da brez veze. PixArt sem parkrat uporabila, pač probala sem nekaj narediti gor, ampak I don't know. Jaz ful nerada kompliciram s temi stvarmi, jaz enostavno uporabljam Lightroom pa Photoshop in to je to. Kadar sem na terenu, mogoče uporabim Visco, ampak ful redko, zaradi tega, ker pač ni ista kvaliteta kot pa v Lightroomu. Potem pa nazadnje imam pa še Pixelings, ki pa je igrica od PewDiePieja, ampak ti nicknamei, ko jih lahko jaz izberem, so zasedeni, tako da pač nisem nikoli prišla naprej. Ampak bi ful rada vsaj eno igrico, kako normalno igrala sem, pač, I don't know, nimam cajta, niti potrpljenja za to. Jaz sem kao gamer, nisem. Potem pa imam na drugmu screenu, imam pa najprej še en koledar, ampak tega ne uporabljam, to je pač Apple koledar, actually ne vem, zakaj ga imam sploh tu. Potem imam notese, zaradi tega, ker imam tukaj, ne vem, opise od mojih fotk, ki jih lahko pol pač v bistvu napišem na računalniku in pol se sinkam na telefon in jaz to pol prekopiram na Instagram post, ker kakor ste lahko opazili verjetno, jaz ogromno napišem pod Instagram post in to napišem na računalniku, zaradi tega, da pač hitreje pišem. Potem imam, ne vem, template, zaradi tega, pač kaj moram dati v videe, v opise itd. Potem imam Google Maps, ki ga logično skozi uporabljam, zaradi tega pač, da vem, kaj moram iti in kam pač, kje sem in itd., pač basic. Safari, pač Google, karkoli iščem slike, you know, če ne vem, imam kak medical emergency, take stvari, ne. App Store, ko ga res malo uporabljam, ker res pač imam te aplikacije, ko jih imam in ne rabim nekega bullshita. In ful nerada iščem kakšne nove igrice, nove aplikacije, whatever, zaradi tega, ker pač enostavno ne rabim. Čeprav zdaj je sicer tale Apple Arcade, I could try it for free, ampak mislim, da ne bom zaradi tega, ker ful ne igram igric in se mi ne splača. Potem imamo settings, nič posebnega, a ja, edino jaz imam dark mode za moj telefon, če pač hočete vedeti, kako prideš do tega, še sama ne vem. Aha, evo, display and brightness, torej lahko greš pod, kje je zdaj? Display and brightness in potem izbereš light ali dark. Mislim, da je to šele na iOS-u 13. Moram narediti še video o iOS-u, nomu, kaj so nove stvari, ampak cena ni toliko novih stvari, da bi bilo sploh to vredno. Not sponsored by Red Bull, but I wish it was. Potem imam uro. To so moje neskončne budilke, ker pač jaz ne delam budilk tako, da bi pač da šla pod budilke in pač ustvarila budilko. Jaz enostavno rečem, hey Siri, set an alarm for 6 AM. Okay, I set an alarm for 6 AM. In pol jih ima milijon. In jih nikoli ne brišem, čeprav bi bilo pametno, da bi... To bom enkrat drugič, ne bom zdaj na kameri. Potem imam kalkulator, zaradi tega, ker ne vem, koliko je 1 plus 1. Potem pa imam različne mape. Tukaj imam za health in je v bistvu activity je prva za mojo uro. Zdaj zadnji teden sploh nisem nosila ure, tako da zaradi tega je vse bolj kot ne prazno. Ampak imam kakšne mesece, ko pa je bilo ful. Recimo, ko smo snemali film, tule od, mislim, da od 6. do 19. smo snemali film, kakor lahko vidite, tukaj so vsi polni in vsi dokončani. Pa imam pol tudi te awards, ampak jih nimam veliko zaradi tega, ker ne telovadim. Jaz imam uro zaradi pač zato, da imam to uro. May challenge, August challenge, December challenge, nimam naredga, v glavnem nimam jih nekaj ful velik, jaz res nisem za šport. In mislila sem, da me bo ta ura prepričala, da ima več športa, ampak mi ni. Potem imam Gotta Yoga, ki ga ne uporabljam, ker sem obupala nad jogo, ne vem zakaj, mogoče bi lahko spet začela. Vem zakaj, ker me zapestje bolelo in nisem mogla več nič delati. Zdaj me ne boli več, tako da bi lahko se spet začela ukvarjati z jogom. Mogoče se bom. Potem imam Clue, ki očitno ne inputam več svojih podatkov. Daj sem imela na administraciju. Torej, mislim, da je bil tule. In pol izpolneš in si dan. Pač ja, imaš različne podatke, noter jaz uporabljam samo zato, da vem, da bom dobila menstruacijo. Načeloma imam pa aplikacijo tudi na uri in lahko pač preverim na uri, kje je. Glavno ne vem, pač, ja. Kaj še imam? Potem imam Simple Habit, ki ga tudi ne uporabljam nekaj velik. Včasih, ko se pač počutim nekaj spiritualno, grem kaj poslušati, ampak ful redko. Following Your Heart, to bi lahko mogoče poslušala do konca. Pa tudi Overcoming Procrastination. Pa Move On After a Breakup. To je bilo, wow, fuck, kako dolgo nisem uporabljala te aplikacije. Pol leta vsaj. Potem imam pa še aplikacijo za Watch.
pač tu imaš različne te faces, face gallery, ker je vse so lahka, I don't know, pač moj najljubši je ta z Maurico, ko ga imam zdaj imam tega. Potem pa imam mapo social, to je bil včasih Facebook pa te stvari, zdaj je basically 9gag, ko sploh nisem več prijavljena v 9gag, sam pa včasih kaj scrollam. Oh wow, to je bilo perfect. Haha. In pa Pinterest, pač za outfite, za frizure, tudi za drawing inspiration, za nisem rakune risala in je to so cute. Pinterest kar veliko uporabljam, pač ful obožujem te aesthetics fotke in I wish I could do those, ampak ne znam. Potem imamo naslednjo mapo je foto, tu je ogromno aplikacij, ki jih ne uporabljam. Imam aplikacijo za Nikon in Nikona sploh ne uporabljam več, zaradi tega, ker imam zdaj tega Canona. Potem imam PixJointer, ki ga uporabljam včasih, če delam kak kolaž, ampak zdaj itak lahko delaš kolaže tudi direkt na Instagramu. Potem imam WeTransfer, ker sem ga včasih uporabljala ful na šihtu, zaradi tega, ker da mi stranke pošljajo fotke za razvid. Lomograph imaš različne filtre, Prequel imaš različne filtre tudi za storije, SplitPic, ne vem kaj je, Giphy je za gife, Photofun je za neke kao hecne slike, I don't know, Storyboost pojma nimam kaj je. Potem imam Dropbox isto kot WeTransfer, Visco za urejanje fotk, ampak jih ne urejam veliko tukaj, ker sem že rekla. Tole imam Filmic Pro, ko nimam naložen trenutno na telefon, imela sem ga pa na iPhone 10, ker smo ga uporabljali za snemanje filma. Marsikaj scena v filmu je posneta z mojim telefonom, so proud, ker sem jaz bila edina, ko sem imela to aplikacijo gor in ne je neki za profi snemanje in je draga, pač režiser mi jo je plačal, tako da. Potem imam Canva, ko je tudi ne uporabljam, kolikor jaz vem, nope, niti nisem odprla. Storyscape, tudi ne. A ni to neka igrca ali neki? I don't know. Ne bom zdaj downloadala tega. Over je tudi za storije, Unum je za, kolikor jaz vem, za delati layout za Instagram, ampak Unfold je za delanje storijev, ampak ga tudi ne uporabljam, ker jaz nimam tega cajta v lifeu. Mislim, ja ga imam, sem, you know. Snapseed je kao dober za urejanje fotk, ampak ni isto kot Lightroom, pač če si enkrat navajen na desktop aplikacijo, po moje sploh ne moreš več delati na mobile. Potem imam Facetune, ki ga uporabljam, priznam, dodam si malo highlighterčka, včasih kak grozen mozol skrijem, ali pa recimo popravim barve za make-up, zaradi tega, ker filtri ful poberejo barve pri make-upu, ampak ne uporabljam ga toliko ogromno. Zdaj recimo na tej sliki sem sam to naredila razliko, da ne boste mislili, da sem zdaj neki full fake. Potem imam pa še Rini Films, ko pa tudi mislim, da daš fotko pa da nek filter gor. Naslednja aplikacija je za traveling in imam tukaj prva je Audible, ki sem ga na novo odkrila in na novo spet začela uporabljati, ker kadar se vozim, ful rada poslušam pač karkoli. Zdaj ne poslušam več muzike in pač poslušam knjige. Trenutno poslušam The Lost Causes of Bleak Creek, ko je pač od Rheta McLaughlina in Linka Neila. Good Mythical Morning mogoče poznate in je pač dejansko ful zanimiva knjiga. Imam pa še Neverwhere, ko je od Neila Gaimana in bere James McAvoy. To sem nekaj dobila za ston. Potem imam Benedict Cumberbatch reads Sherlock Holmes in pa Star Wars. Pa mislim, da bi mogla imeti še 50 Shades of Grey pa The Hospital, ne vem kaj je to. V glavnem. Pač rada berem knjige in kadar ne morem fizičnih knjig brati, pač rada berem te knjige. Potem imam Wattpad, ko ga po moje tudi nisem uporabljala, odkar sem bila stara 16. I don't know, jaz sem včasih ful brala fanfictione, ampak zdaj ne berem več nič tega, ker pač cringe. Bojo, po moje nisem niti prijavljena. Nope. Ne vem, zakaj imam aplikacijo. Hotela preveriti, če je nekaj na voljo tu in sem zato dal naložila. Duolingo, ker sem se učila rusko in v bistvu, kakor vidite, je vse razpokano, ker ne znam več. Mislim, sej verjetno bi se spomnila, sam bi mogla začeti spet vaditi. Sej po moje bom. WhatsApp, ne bom kazala, private stuff. In pa Ryanair, zaradi tega, ker so še vedno najbolj poceni. Naslednja mapa Life. Drive, to je od zavarovalnice Triglav, kakor jaz vem, zato da lepš voziš in zbiraš neke točke za popust. Ne uporabljam, ker se mi ne da paziti. Ne. Health, ne uporabljam. Weather, v bistvu samo vprašam pač Siri. Hey Siri, what's the weather like outside?
It's currently raining and 4 degrees and expect cloudy skies. Thanks. Find my, pač zato da najdem, če sem kaj izgubila, iPad, slušalke, karkoli. Netflix, ki ga nimam naloženega, ker pač ga ne gledam na telefonu. Jaz gledam Netflix na TV-ju, pa na računalniku nikoli ne gledam na telefonu. In pa shortcuts, ko pa je v bistvu za delati shortcute za Siri. Ampak nisem dosti inteligentna, tako da ne uporabljam. Naslednja mapca je Money, kjer imam svoje finance, pač PayPal, ClickIn, AdSense, moja ena, Wallet in pa Revolut, ampak teh aplikacij ne bom odpirala, ker logično, da ne. In pa še za YouTube, te so pa stvari, ko jih pač rabim za delati. Čeprav tukaj noter bi lahko bil tudi YouTube studio pa te stvari, ampak voice memos, recimo, če delam kak voice over, ampak zdaj uporabljam moj mikrofon, pa snemam na računalniku ali pa mikrofon preklopim tu not. That works as well. Anchor imam za podcaste, ko jih tudi ne snemam več, bi jih mogla začeti. Podcasts, kjer poslušam mainly Ear Biscuits, v bistvu poslušam kar samo Ear Biscuits. In gledam se prišla nova epizoda gor, tako da moram poslušati, kam šla. Ja, to je basically to. In pa še Facebook page, zaradi tega, ker imam pač Facebook page, kaj je solo. Potem imam pa Maps, če slučajno Google Maps, kdaj zataji, kontakte, remote za moj Apple TV, zaradi tega, ker pač Apple TV sta stari iz leta 2012 je ful smotan in je tole ful bolj kamot za uporabljati. Heads Up je igrca od Ellen, ono, ko pač tek delaš in pač ugotavljaš to, ko smo se z Alenko igrale. In pa še The Positive Habit, ko pa je v bistvu aplikacija od knjige, ko jo imam, je pa tudi pač naslov The Positive Habit, ampak je aplikacija full shitty, tako da ne vem, zakaj sploh imam gor. Potem, če gremo čist levo, imam tukaj, koliko sem na telefonu in sem na fonu zelo preveč. Ne se zgledovati po meni. To je pač to. A ja, pa še muziko imam. Poslušala sem prej od Lord of the Rings soundtrack. Imam pa tule moje playliste, ki pa so lame as fuck. Mislim, če vas slučajno zanima, mi komentirajte spodaj, da mi mogoče naredila kak video o tem, kako muziko poslušam. Mogoče. Imam 2 albuma z muziko od Vaka Prase. Ja, pač dol spodaj komentirajte, če bi vam bilo to všeč. To je to za moj telefon, kakor jaz vem. In to je to tudi za ta video. Zdaj grem v bistvu sam si make-up dol spucat in... A ja, ne, še nekaj moram povedati. No, Cool je prišel ven. In noter je moj intervju o našemu filmu. Če vas zanima kaj, kako smo snemali, kako smo se zabavali tam, si pejte v Trafiko oziroma v kamorkoli v trgovino kupiti nov Cool, ker sem odgovorila na vprašanje, ko ste jih zastavili na Instagramu in par novih slik je noter, ekskluzivnih. In pa še en članek je moj, kjer sem pisala o novoletnih zaobljubah. Je pa... Evo. Tako da, pejte si preveriti Cool v Trafiko ali najbližjo trgovino. Takle zgleda. To je to. V glavnem, ja, če vam je video všeč, pa dajte en like, subscribite se na moj kanal, komentirajte kaj. Koliko sem govorila. V glavnem, vidimo se jutri. Ajde, čau.